Ja, zelo smo zadovoljni, ker je obisk pričakovano, mogoče še celo malo večji kot lansko leto, čeprav vemo, da je število otrok v Sloveniji manjše, no in tudi v našem bazenu manjše. V našem šolskem centru izobražujemo še vedno v vseh 3 programih, splošne gimnazije, ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika, kar je pa novost, je v prvem letniku že letošnje leto v gimnazijskem programu v bistvu didaktična prenova, to se pravi, da se spreminja način poučevanja, poleg tega pa tudi v ekonomskem tehniku prenovljen program in sicer ta prenovljen program zahteva, da se tudi učitelji medpredmetno povezujemo, potem, da nudimo več mednarodnega sodelovanja in pa projektne dneve. Torej, katerim učencem osnovnih šol predlagate, da se vpišejo na vašo šolo? Na splošno, v bistvu, vsaj tisti učenci, ki so mogoče tukaj blizu doma, in sicer učenci in starši, no, predvsem starši, ki imajo za sabo potem posledično finančne probleme lahko, oziroma vemo, da karta Kamnik Ljubljana ni več tako poceni, ali pa tudi pač karta za vlak. Dejansko želimo čim bolj dati možnost tem učencem, ki živijo v Kamniku, ki živijo v Tuhinjski dolini, da jim približamo šolo oziroma da jim v domačem kraju damo možnost kvalitetne izobrazbe, za kar upam trditi, da kot šola na splošno v vseh 3 programih smo kvalitetni, kajti tudi naši dijaki bodoče potem, ko prihajajo nazaj in povedo svoje izkušnje, pravijo, da so se ogromno naučili in da nimajo težav na visokih strokovnih šolah oziroma univerzah in fakultetah. Dejansko pa seveda tistim učencem, ki jih ti programi zanimajo. Splošna gimnazija vemo, da je zelo splošna in odpira možnosti izobraževanja študija na vseh bodočih fakultetah in univerzah. Potem ekonomska gimnazija je nekoliko specifična in sicer svetujem, da se tja vpišejo tisti učenci, ki jih zanima študij na univerzitetnih programih, mogoče ekonomije, prava ali sorodnih programih, pa imajo željo potem res nadaljevati in opraviti splošno maturo, ki sledi po končani ekonomski gimnaziji. Za ekonomskega tehnika pa tistim učencem, ki jim je izziv biti ekonomski tehnik na tem področju oziroma pridobiti poklic po 4 letih izobraževanja, se mogoče zaposliti in nadaljevati potem mogoče tudi šolanje na visokih strokovnih šolah z področja poslovanja, uprave, ekonomije. Preprosto sem se odločil za ekonomsko gimnazijo, ko sem se začel odločiti za šolo, to je bilo na koncu 9. razreda. Odločil sem se iz preprostega razloga, ker tukaj najdemo ekonomijo pa podjetništvo, ker me že od nekdaj, že od malega veseli. In sem pač izbral to šolo v Kamniku zato, ker mi je zelo blizu oziroma ne potrebujem tistega prestopanja po avtobusih, ker sem iz same okolice Kamnika. Sicer pa malo več sem pričakoval praktičnega dela, ki ga sicer pogrešam, drugače sem pa kar zadovoljen. Se mi zdi, da profesori so pravi, da je pravo timsko delo, lahko se tudi vključimo v različne krožke, eden izmed njih je ta Jan. To je pravo podjetje, ki smo ga učenci ustanovili, tukaj je ta Jan. Tukaj so pa malce, ki jih mi prodajamo. A ja, to potem tudi sami tiskate, ali kako? Tiska nam gospod, mi smo pa posredniki in dajamo različnim kupcem, tukaj gre pa res za realna naročila, tudi vidite, imam tukaj tudi račune. A ja, to se pravi, da lahko vsak se tudi, ne vem, vsak Kamenčan recimo se naroči majice? A z različnimi motivi ali samo? Z različnimi motivi, lahko tukaj imamo že en motiv. A brisače vidim, da imate tudi? Tudi na različnih stil tiskamo. No super, in kam gre pol izkupiček? A ga to kaj prijavite davčnemu uradu? Davčnemu uradu to je bolj tako v okviru jamba, da mi 20% tega na koncu podarimo od dobrodelne namene, tako da si moramo obračunavati. Davek lahko pa, če smo mesečno uspešni, si splačujemo plače, ampak v letošnjem letu je ta finančna kriza in je to tudi malo nas doletelo, tako da mi letos še nismo izplačali nobenih plač. Zdaj se trenutno nahajamo v učilnici, kjer se poučuje učno podjetje, kjer dijaki simulirajo pravo podjetje. Torej, dijaki na začetku šolskega leta ustanovijo svoje podjetje, izberejo si svojo dejavnost, ime in se registrirajo v centrali učnih podjetij, ki se nahajajo v Celju. In potem začnejo s poslovanjem, sestavljajo kataloge, jih pošiljajo drugim učnim podjetjem po drugih šolah po Sloveniji, dobivajo naročila od drugih podjetij,
in potem pošiljajo račune, dobavnice, skratka simulirajo pravo podjetje in pri tem se tudi ogromno učijo. Vsako leto obiščemo tudi mednarodni sejem učnih podjetij v Celju, kjer se predstavijo na svojih stojnicah. Potem obiščemo tudi mednarodni sejem učnih podjetij v Zagrebu. Na teh udeležbah smo dobili že večkrat različne priznanja, tudi že zmagali smo. Potem pa v okviru učnega podjetja obiščajo tudi prava podjetja, recimo obiskujemo Pivovarno Union, potem Mercator Center v Kamniku, tudi razne prireditve, recimo kot so Študentska arena, obiščamo tudi parlament, da se dijaki seznanijo tudi z realnim pravim svetom. Letos imamo v načrtu tudi, da bi obiskali mednarodni sejem učnih podjetij v tujini v Salzburgu, kjer bojo dejansko si malo izmenjali tudi izkušnje s tujim jezikom, ki ga dejansko tudi tukaj lahko simuliramo. Tako da je ta del pouka zelo praktično naravnan in dijaki se ga zelo radi udeležujejo, kjer praktično lahko uporabijo znanje, ki ga pridobijo pri teoretičnih predmetih in ure so zelo zanimive, bi rekli tudi nikoli dijaki ne šprikajo, tako da mislim, da jim je ta predmet zelo všeč. Ravno zaradi teh predmetov je ta šola toliko bolj zanimiva. Ker pa tudi vključujemo, kot sem že rekla, obiske raznih drugih podjetij, prireditev, je to toliko bolj zanimivo za same dijake in mislim, da je naša šola potem zelo prepoznavna. Suzana, nam lahko poveš, zakaj si se odločila za to ekonomsko šolo? Jaz sem se odločila za ekonomsko šolo, ker po 4 letih nameravam imeti en poklic. V bistvu bi to najbolj tak razlog, konkreten. In si zadovoljna? Ja, sem tu. Kaj pa Uroš, zakaj si se odločil? Zaradi študija. Hočem bo naprej študirati na ekonomskih podjetjih, pa kamor bo pot zanesla. In kako si zadovoljen? Ja, super je. So učitelji kvalitetni, recimo? Ja, so. Imajo veliko znanja, pa tudi znajo pomagati. Kaj pa tako čist, tako povedan, so kaj zateženi, kakšen kaj preveč teži oziroma? Ja, tako, večinoma so kvalitetni, drugače pa so prijazni, radi pomagajo, tako, da bi pa negativno sprejedel pa nikako. Kakšen je pa recimo odnos med učenci? Si pomagate ali je rivalstvo, kdo bo več znal oziroma kdo bo mu boljšo oceno? Ja, bolj si pomagamo, tudi pri testih. Ja, tudi pri testih. Lahko rečem, da je naša šolska knjižnica kar dobro založena. Imamo okrog 30 000 enot raznega gradiva. To so predvsem knjige, potem imamo še DVD-je, CD-je, videokasete. Izposojamo seveda našim dijakom, poleg tega pa tudi bivšim dijakom, tako da jim gremo malo na roko. Zdaj knjižnica je odprta vsak dan od 8 do 15 ure, torej lahko dijaki v času pouka si upravijo vse v knjižnici, se pravi si izposodijo knjige, pišejo kakšne naloge, plonk listke. Pa imate določenih knjig, recimo tiste, ki so določena za obvezno domače branje, dovolj na razpolago, da se lahko recimo sposodijo tudi v več izvodih? Zdaj, dogovorjeni smo s profesoricami slovenščine, da pač ne dajo teh domačih branj vseh hkrati, tako da se učenci lahko izmenjajo. Imamo kar dosti teh izvodov, zdaj mogoče prav za vsakega ne, ampak če se dijaki držijo tega roka izposoje, mislim, da lahko pa kar si tukaj vse izposodijo, da ni potrebno hoditi okrog. Imamo pa tudi ogromno strokovne literature za razne seminarske, raziskovalne naloge in to smo tudi dogovorjeni s profesorji, da pač dijak pride, pogleda knjige z tistega področja, kjer bo delal seminarsko, se odloči za naslov in potem skupaj z nami, da ga vodimo, da mu svetujemo, naredi pač to raziskovalno.